Ugotavljamo, da gre za enega od zakonov, ki ga vlada ni uskladila s socialnimi partnerji, sindikati mu nasprotujejo in tudi za nas je to lahko problem. Namreč poslušali smo v prejšnji mandat oziroma pod vlado Janeza Janše, da kadar je bil kakšen zakon vložen neskladno oziroma neusklajen s socialnimi partnerji, da je to problem in v bistvu smo poskušali večino predpisov, ki smo jih sprejemali, uskladiti s socialnimi partnerji in smo se usklajevali, dokler dejansko se nismo dogovorili. Vlada pravi, da je večina sprememb v zakonu vezanih na sprejeti novi SPIZ-2. V zvezi s SPIZ-2 se je predvsem spremenil način določene davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. Uredilo se je vsebinsko sklicevanje na SPIZ-2 in določilo ustrezno davčno obravnavo pri akontaciji dohodka iz dejavnosti zaradi možnosti vključevanja samozaposlenih oseb v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Tudi s tem imamo nekaj težav, predvsem ker se določa v tej noveli zakona, da se odpravnine delavcem, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, ne odštevajo od davčne osnove pri dohodnini. To pomeni, da delamo razliko med odpravninami, torej za delavce, ki so zaposleni ki imajo zaposlitev za določen čas in tistimi, ki imajo zaposlitev za nedoločen čas. Ocenjujemo, da odpravnin ne moramo ločevati, odpravnina je odpravnina. In odpravnine za zaposlene za določen čas so davčno obremenjene, za nedoločen čas pa ne, do zneska, ki je določen v SPIZ-2. Torej, v tem delu tudi nasprotujemo zakonu. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča je bila odpravljena posebna olajšava za dohodke rezidentov, torej čezmejnih delovnih migrantov. Mi vseeno ocenjujemo, da dvojna obdavčitev ni ustrezna in da bi se morali poskušati ta problem urediti, ne pa da zdaj pač razveljavljamo ta člen oziroma črtamo 5. odstavek 113. člena. Naš predlog je že bil, da bi morali sprejeti dogovor z Republiko Avstrijo, ker gre v glavnem za te delavce, in to urediti z mednarodnim sporazumom, tako da ne bi bilo dvojnega obdavčevanja. Zakon pa spreminja oziroma odpravlja avtomatično usklajevanje zneskov davčnih olajšav in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine z rastjo cen življenjskih potrebščin. Možnost usklajevanja in določene koeficienta, s katerim se uskladijo ti zneski olajšav in neto letnih davčnih osnov iz lestvice, se prenaša v okvir sprejemanja zakona o izvrševanju proračuna. To pa je za nas najbolj sporno oziroma temu najbolj nasprotujemo. To je tudi tisti del, ki je nesprejemljiv za socialne partnerje. Namreč neusklajevanje dohodninske lestvice oziroma pogojno, da bi se to usklajevalo z vsakoletnim zakonom o izvrševanju proračuna. Prav tako tudi se ne bi usklajevale olajšave, vemo pa, da imamo olajšave ponavadi za vzdrževane družinske člane, torej za otroke. Ocenjujemo oziroma to pomeni, da bodo ponovno najbolj na udaru družine, srednji sloj, družine, ki že sedaj težko shajajo, vsako novo odločitvijo jih vlada dodatno obremenjuje. Vemo, da je bil predčasno sprejet dvig vinjet, dvig DDV-ja, tudi trošarinska politika ni najbolj prijazna, ampak se gorivo draži. Torej, na udaru bo srednji sloj, tisti s povprečnimi in nevisokimi plačami. Namreč po izračunih ta neuskladitev s cenami življenjskih potrebščin za družino z 2 otrokoma in zakoncema s povprečno plačo bi to že za leto 2014 pomenilo kar 324 evrov višjo dohodnino ali 27 evrov na mesec. Pri minimalni plači bi bilo to sicer 18 evrov več na letni ravni, pri povprečni pa 110 evrov več. Poleg tega bo verjetno ta znesek, če bo tako sprejeto oziroma ta zakon sprejet, to vplivalo že na plačilo dohodnine v letošnjem letu. Vlada se trudi, da je sprejet čim prej. Akontacije, ki so se plačevale skozi to leto, bodo na koncu prenizke oziroma se bo ugotovilo, da so prenizke in bo potrebno doplačilo in ti zneski bodo gotovo visoki in pomenili kar problem za, kot sem že omenila, take družine. V Slovenski demokratski stranki smo vedno vodili pozitivno družinsko politiko, ker se zavedamo, da so družine temelj naroda, otroci in mladostniki pa naša prihodnost. Zato ocenjujemo, da gre z zakonom za novo obremenitev, nov davek najbolj produktivnih delavcev.
Mi smo vedno zagovarjali, tako je bilo v naši lanski koalicijski pogodbi, kot tudi v našem programu, da morajo biti najbolj produktivni delavci manj obdavčeni. Upamo sicer, da bo v postopku oziroma v času obravnave zakona minister prisluhnil našim predlogom, da bomo uspeli s kakšnim amandmajem, čeprav malce dvomimo glede na to, da je zakon vložil brez soglasja s socialnimi partnerji.